Gledalke in gledalci, ponovno pozdravljeni, ponovno je torek in ponovno je čas za oddajo Studio Plus. Če bi ta intervju izvedli v njihovih prostorih, bi sedeli v najboljši gostilni v severovzhodni Sloveniji, a izvedli ga bomo v naših prostorih in recepte za poslovni uspeh gostilne Rajh prenesli v vaše domove. Tanja Pinterič iz gostilne Rajh, prijetno pozdravljeni. Dober dan. Bil sem zelo pozoren na začetku, ko sem izgovarjal besedo gostilna. Gre za gostilno Rajh in ne restauracijo Rajh. Gostinci ste kar precej občutljivi na to besedo. Ne samo občutljivi, mi smo gostilno, živimo na vasi, živimo z gostilno. Pa beseda gostilna se mi zdi tak lep slovenski izraz, da bi ga mogoče bilo potrebno tudi zaščititi, ker gostilna pomeni gostiti, imeti nekoga v gosteh, tega gosta pričakovati, z njim tudi poklepetati in se družiti, mu dati neko svojo osebno noto, tako da se mi zdi gostilna zelo, zelo primerna beseda. Restauracija pa je manj osebna. Ja, moje mnenje je takšno, da v restavraciji je bolj vse poštrikano, spetinano, tako da tudi neka pričakovanja so drugačne v restavraciji. To je višjega nivoja še od gostilne, tako da v gostilni moraš biti vseeno z nekim osebnim noto, z osebnim tistim pristopom do vsakega gosta. Ja, se je lahko bolj preprosto in ta preprostost Rajhovih sega že v leto 1800, mislim, da 89, ali je ta letnica pravilna. Takrat se je vse skupaj začelo s trgovino v središču Bakovcev, ko sta vaša pradedek in prababica začela točiti zanimivo jabolčnik. Začelo se torej s trgovsko dejavnostjo, ne z gostinsko. Ja, koliko so nam znani zapiski, se je začelo z trgovino, potem dodatek je bil s prodajo jabolčnika in pa pač takrat v tistem času niso ljudje še hodili toliko ven, da bi tudi hrano zaužili zunaj svoje hiše. Tako da pozneje se je pač pokazala neka potreba in potem po drugi svetovni vojni, ko je prišel dedek nazaj iz Madžarske, so začeli praktično s tem delom gostilne, da so ponujali še poleg pijače, v začetku samo sendvič, ob večjih cerkvenih praznikih, takrat so bili proščenja zelo aktualna, kar tudi še danes so, ampak pogrešamo veselice, ki so bile ob teh proščenjih. V Bakovcih je zavetnica cerkve Sveta Ana, se pravi Anino proščenje v mesecu juliju, zadnjo nedeljo. Takrat so imeli vedno fešte in takrat so poleg tistih sendvičev spekli še piščance. Brat od stare mame, Ignac, je živel v Somborju, od tam je pošiljal ribe iz Somborja. To so takrat naložili na vlak v ene večje posode z večjimi kosi ledu, tako da so jih pripeljali do Sobote. In to so bili ščuke, smuči, različne ribe, tako da so poleg piščancev in pa tistih svinjskih pečenk v sendviču notri z domačimi kumarcami ponujali še ribe. In to se mi zdi, da je v tistem času bilo za ljudi zelo zanimivo, ker so se navajali tudi jesti ribe, ne samo meso, ker na našem področju smo vsi bolj vajeni mesa, oziroma prej so ga bili še bolj. Se pravi, je bila gostilna Rajh v tistem obdobju nekakšno družabno središče v Bakovcih? Mislim, da ja. Pa potem kasneje se to razvijalo naprej. Ti sendviči salamo so bili menda takrat hit med Bakovčarji. Tako. Sendvič salamo domačo oziroma klobaso, pa tudi sendvič z pečenko ali s tisto potrebušino pečeno. Po pripovedovanju babice pa pokojnega dedeka Geze so pa prihajali tudi gospoda iz Sobote v Bakovce za vikend. Peš verjetno. Verjetno še takrat peš, ali so pa že imeli, ne vem, tudi s konje verjetno, z vprego. So prihajali pa za vikend na domače piščance, ki jih je tudi babica gojila, jih pač spucala, zrihtala in spekla. Tudi gosi je imela ob mokoše, race, tako da se je takrat že videlo nekako sezonskost živil, ampak takrat še tega niso toliko imeli namena to poudarjati, ampak so živeli tako, kot mi danes poudarjamo, da bi mogli vzeti živilo sezonsko,
ki jih pač trenutno vidimo in imamo. Ja, tudi ko sem se pogovarjal s svojo babico in dedkom, sta mi pravzaprav pripovedovala, da takrat, ko so šli v gostilno, da se je takrat na nek način čas ustavil, da so si znali dejansko vzeti čas in iti v gostilno in se v prvi vrsti iti družiti. Ne toliko jesti, ampak se družiti. Imate občutek, da se danes ljudje gredo v gostilno družiti ali pojesti ali pa spiti? Manj družiti kot to ostalo, kar je res bilo prej na vasi zelo običajno. Se mi zdi ta informacija zelo zanimiva, ker ste jo tudi vi slišali z druge strani. Tako so meni pripovedovali, da so pač soboška gospoda prišli na druženje. Kartali so se na primer podružili ob določenih dnevih v tednu v Murski Soboti, v kavarni. Samo jesti in se družiti med sabo so prihajali pa v Bakovce. Tako da so tam res prišli z namenom nekaj res dobrega pojesti, pa tudi družiti se, poveseliti se, imeti se fajn, malenkost stran od svojega doma, tistega vsakdanjega življenja. In vse to se je dogajalo tako po drugi svetovni vojni, kot seveda pred. Ena prelomnica je bila potem leta 1969, ko je vaš oče Ignac gostilno Rajh preselil nekako bolj na začetek Bakovcev v to križišče, ki še vedno ostaja isto, gostilna Rajh pa se spreminja. To je bil en tak prelomen trenutek. Menite, da je vaš oče taktno izbral to lokacijo, da je vedel, da bo tam dobil več teh gostov, ki potujejo, ali kako je ta lokacija bila izbrana? Vam je to znano? Znano mi je, sicer ni točno tako, kot ste predstavili. Dedek je takrat kupil zemljo na začetku vasi, oziroma nekaj zemlje je bilo takrat že njegovo. In se je sam odločil, pač, da bi preselil del gostilne tja, da bi bila bližje Murski Soboti. Tako da zgradila sta jo dedek in babica, to hišo, kjer smo danes. V tem cajtu je oče opravljal delovno prakso v Murski Soboti po končanju gostinske šole. Vajeništvo je takrat se imenovalo to, delo je najprej v Moravskih Toplicah. Takrat so bile komaj v začetkih, v pogonu, da so jih pač ustvarjali za turiste. Delo je tudi pri Zvezdi v Murski Soboti. Dostikrat mi je pripovedoval, da so stregli vampe, golaž, pol z žemljo, da so zjutraj najprej loščili parket in to ročno z nogami, podobno sicer kot so danes te kefe in mi pravimo, ampak so imeli krtače, ja. Tako da to so mogli zjutraj najprej narediti, potem so čakali prve avtobuse iz Goričkega, da so prišli ljudje v Soboto. In potem so prišli kar zgodaj že na obilno malico. Se pravi, oče je takrat bil prakso končal vajeniško in potem je takrat dedek dal gostilno na začetku vasi mojemu očetu in takrat je on začel, sicer preselili so se vsi in tu so se začele nove zgodbe. Je bila gostilna Rajh v tistih časih bolj vaška gostilna, kjer so ljudje pili špricerje za šankom, kot to danes vemo v teh vaških gostilnah, ali je že takrat šlo za gostilno, ki je privabljala bolj te gospodske goste, če lahko tako rečem, oziroma ljudi iz bolj višjih družbenih slojev? Ne, gostilna je bila vaška, še kar se jaz spomnim, ko sem hodila v osnovno šolo, je prihajalo dosti sovaščanov in na špricer in na pivo. Po vsaki rokometni tekmi v petek oziroma v soboto so se srečevali. Takrat, kot mlada punca, sem delala za šankom, to je bilo že pri 13, 14, 15 letih. Vrstniki oziroma dečki stari 2-3 leta od mene več so prihajali po tekmah, tudi vsi ostali športniki so prihajali. Marsikateri dogodek, nogometni in rokometni, kjer se je zgodil v Bakovcih, se je končal pri nas. Posneje se mi zdi, da je ta šport malenkost zamrl in so se mogoče tudi zato vaščani več ne toliko družili, ker šport jih je vseeno združeval, kakor tudi vse nas. Poleg teh gostov so pa prihajali že gosti iz Murske Sobote, nekaj več poslovnih gostov se je pri nas ustavilo. Potem je pa gostilna postajala čedalje bolj prepoznavna.
V 80-ih letih so začeli prihajati zelo na veliko avstrijski gostje. Takrat se jim je tudi ponudba prilagajala. Njihova pričakovanja so bile po pripovedovanjih in po mojem mišljenju, takrat so bila njihova pričakovanja, pač, če prestopijo mejo s takratno Jugoslavijo, da smo mi že na morju. In so pričakovali, da v vsaki gostilni morajo najti ribe, lignje, brancin, orada, ne vem, škampi. To je bila takrat moda in se mi zdi, ko so nas vse s tem malo zastrupile s to modo. Se pravi, gostilna Rajh jim je vse to ponujala takrat? Ja, potrebe so bile takšne in takrat smo se mi prilagajali. Bile so tudi v same okolici, je bilo znano, da so 4 ta boljše gostilne v Prekmurju. To je bila gostilna Lovenjak, ki je bila čisto ribjo. Potem je bila gostilna Rotunda, ki je gospod prišel iz Kranjske Gore in je tudi začel s ponudbo. Potem je bila gostilna Šinjor in pa naša gostilna. In vsaka se je pač nekako malenkost fokusirala v eno smer. V naši hiši smo zadovoljili takrat res goste z morsko ponudbo, ampak poudarek je bil pa v naši hiši vedno na meso. Svinjina je vedno prevladovala, tako da ti spomini se mi zdi, ko smo vedno iskali neko prilagoditev do gosta, ki je bil v določenem momentu prisoten. In prihajali ste tudi goste iz celotne Jugoslavije. Vem, da je bil Tito leta 1966 v Murski Soboti. Je bil tudi v gostilni Rajh ali? Ne, ni ga bilo. Oče se spomni, ko je bil takrat vajenec in je ga srečal. Je pa bilo mnogo gostov, zelo poznanih, že v tistem času, pa tudi zdaj v tem času, tako da spomini so zelo veliki. Morda lahko kakšne izpostavijo, vem, da je gospod Milan Kučan vaš stalni gost, tudi osebni prijatelj gospoda Ignaca, vašega očeta. Zelo rad pride, se mi zdi, da ko je v Prekmurju, se oglasi vedno pri nas. Ni vezan samo na gostilno, nekako tudi družinske povezave so takšne, da se zelo rad ustavi. Poleg njega je veliko ljudi, ki živi v Ljubljani oziroma so Prekmurci in živijo tam. Ko prihajajo domov, to je največkrat ob praznikih oziroma najbolj konkreten praznik je za 1. november, ko se res vsi vrnejo. Imamo dosti živečih pač Prekmurcev v Ljubljani, ki se ustavijo, vedno prinesejo kakšno novo informacijo, pokramljamo, tako da se mi zdi to zelo lepo, ko ljudje ne pridejo samo domov v Prekmurje, eni niti nimajo več tu sorodnikov oziroma svojih staršev, pa pridejo k nam, kot da bi prišli domov. To mi je zelo pomembno. Ja, in veliko zaslug za to ima ravno vaš oče Ignac, ki danes kljub temu, da je že v pokoju, še vedno pravzaprav vsakodnevno se sprehaja po gostilni in poklepeta z gosti. Ja, to je res. On ima dosti zaslug, dosti prijateljstev je takrat že navezal, z mojo mamo sta tudi dosti potovala, se družila z ljudmi in se mi zdi, da če se družiš, imaš tudi več prijateljev, ljudje te sprejmejo in tista prijateljstva, ki jih pač navežeš, morajo biti pristna in tudi on jih je tako negoval. In skozi leta ste verjetno opazovali, kako se gostinskemu poslu streže in leta 2005 ste skupaj z vašim možem Damirjem prevzeli vajeti gostilne v svoje roke. Se morda spomnite, kakšen nasvet vam je dal takrat oče, kako postopati na tej gostilniški poti? Ja, zgodilo se je res takrat, ko je on šel v penzijo, predal mi je gostilno. Takrat sva se z Damirjem zmenila, da bi pač po svojih željah tudi naredila nekaj sprememb. Oče me nikdar ni oviral pri tem, pustil me je vedno proste roke, stal nam je vedno ob strani. Vedno smo povedali, pač mi bi to, pa to, pa to. On pravi, ja, okej, mogoče včasih tista družinska debata, zakaj pa, zakaj ne bi to, zakaj ne bi ono, ampak pomembno mi je to, da sem lahko vedno odločitev sprejela sama, brez da bi mi nekdo povedal pozneje, se mi ne zdi okej, ampak sprejmem vsako mnenje, odločitev pa mora vseeno nekdo sprejeti. Kako so na te odločitve oziroma kako je na te odločitve vplivalo dejstvo, da ste po potovanju po Afriki, na katerega sprva nekako niste najbolj ravno želeli, nekako spremenili način dojemanja življenja? To je bilo nekaj let nazaj. Že prej sva se pogovarjala, od takrat na življenje gledate veliko
drugače. Kako je torej to potovanje v Afriko vplivalo na to, kako danes vodite gostilno Rajh? Ja, mož Damir me je že dalj časa nagovarjal, da bi šla pač v Afriko. Sama sem imela neke pomisleke, nisem bila dovolj pač informirana o stvareh, ki se dogajajo na drugi celini. Ni me glih to privlačilo, takrat smo bili še mlajše in imela sem občutek, da se mora vse posod nekaj dogajati, da je sploh zanimivo. Tako kot mogoče zdaj mladi razmišljajo, da vse posod mora biti neka zabava, da je sploh zanimivo. On me je prepričeval 4-5 let, potem mi je pa rekel, tako bo šla z mano ali grem sam. Rad bi videl Afriko in to je bilo prvo največje potovanje pač na drugo celino. Ko sva prišla, v Kenijo sva potovala, mi je prvi stik na letališču bil zelo grozen. Pač nisem sprejela takoj tistega vsega, pač, kar sem prvo videla, tudi prvi hotel, prvi stik za eno noč je bil grozen. Drugi dan sva pač šla na avtobus in so nas takrat preko turistične agencije vodili par dni in potem vsak dan je bil že boljši, tudi stik z njihovo hrano je bil v prvem za mene zelo pač neobičajen. Ko smo prišli pa v Masai Maro, v ta njihov center, kjer je bilo en manjši hotelček, tam se mi zdi pa, ko so pač popustile vse zavore in nekako se človek vsede, razmisli. Vsak dan smo imeli tudi oglede živali, se pravi, zjutraj smo vstajali že ob 5, to je bil prvi tisti izhod, potem na večer okrog 5. In ko vidiš vse te ljudi, ki so sodelovali z nami turisti, kako so zadovoljni, z kozarcem vode so bili zadovoljni, bili so zadovoljni zato, da so z nami, bili so zadovoljni zato, da nas strežejo, bili so zadovoljni pač, da so na svetu, za vsak nasmeh. Potem smo srečevali majhne otroke po teh vasicah, vsi v glavnem so imeli nasmeh. Nobenega človeka ne srečaš, da ne bi bil vesel. In takrat, ko smo se vrnila, je trajalo mogoče še leto, dve, da o teh stvari razmisliš, zelo dolgo razmišljaš o tistih ljudeh. Kako malo je potrebno za življenje? Nasmeh dostikrat največ pomeni. In sliši se tako preprosto, ampak po drugi strani pa imamo Slovenci res s tem težave, zato se mi zdi pomembno, da o tem spregovorite, da res razkrijeva to eno lekcijo, ki je tudi vam, za tisti, ki vas morda ne poznajo, si mislili, poglejte, Rajhove, oni pa res imajo vse, po drugi strani pa potem vi spoznate ljudi, ki pravzaprav nimajo nič, imajo pa dar življenja. Dosti imajo, zelo dosti imajo, živijo. Ja, in o tem govoriva, ne? Ja. Da niso materialne stvari tiste, po katerih mi tu hlepimo, pa mislimo, da nam bodo prinesle srečo, pa potem to potovanje in človek vidi, da pravzaprav ni to, kar je pomembno v življenju. Ne, spoznaš, da tudi brez nekih osnovnih stvari preživiš tam, ampak samo dobra volja, kozarec vode, nasmeh, pogovor s človekom. Gledali smo zvezde, bili so poleg turiste iz Kitajske, bila ena gospa, mlajša, in prvič je videla zvezde. In nama je bilo to čudno, naprej, glej, zvezde, zvezde. Nama je bilo čudno, kako ona še v življenju ni videla zvezd, pa je bila stara 25 let. Nam je to nekaj vsakdanjega, ampak pravim, težko je nekomu povedati, ki ni še nikjer bil izven svojega okolja, da tudi drugi ljudje živijo, čeprav skromno, ampak živijo in vsaka malenkost njim pomeni zelo veliko. Da to lekcijo naveževa na vaše delo, kako sedaj ta življenjski nauk prenašate recimo na vaše goste? A razmišljate o tem, ko sedite takole iz oči v oči z njimi? Seveda. Tudi veliko informacij si izmenjamo. Oni povejo meni svoje mnenja, dostikrat se mi tudi kdo potoži. Se mi zdi, da če človek pride v gostilno, pa je slabe volje, je pač tisti, ki ga streže, prva oseba, kateremu lahko tudi to pove. In dostikrat se mi zgodi, da mi tudi gostje povejo kaj takšnega, pa jim pač poveš, pa bo boljše, pa tudi glede zdravstvenih težav.
Vsi imamo v sebi neko težavo, pa vsi imamo pri sebi neki problem, ampak dostikrat z dvema besedama človeku pomagaš, da se v tvoji hiši počuti zelo dobro in tudi mogoče zato se vrne. Glej, oseben stik je bil, to je pomembno. In pomembna je seveda tudi okusna hrana, s katero razvajate vaše goste in na nek način skozi generacije, že skozi to hrano pripovedujete tudi zgodbe, se mi zdi. Kaj bi pisalo recimo na krožniku, če bi tam namesto hrane pri Rajhovih imeli možnost, da to zapišete z besedami? Težko vprašanje. Ni težko. Negujmo tradicijo. In vi jo negujete in to tudi v sodelovanju z lokalnimi predelovalci, prej ste poudarili ta pomen. Ja, zelo se mi zdi pomembno, da se povezujemo med sabo. Zadnja leta se mi zdi, da so tudi lokalni pridelovalci živeli, bili dovolj osveščeni in pa so pač stopili v to verigo, da se pač moramo sami povezati. Preko lokalnih določenih organizacij smo dobili tudi določene informacije, kdo kaj prideluje, tako da so nas tudi oni povezali. In pomembno mi je, da tudi oni vejo, kakšne so naše potrebe, da se nam približajo na ta način, da pridelujejo pač tisto stvar, ki jo mi iščemo, tudi naše neke ideje so, da bi imeli nekaj drugega in to sprejmejo, mogoče za drugo leto in neka skupna razmišljanja nastajajo. In ne samo to, opazil sem, mislim, da letos pomladi, da ste šli nabrati čemaž v Breko Muro, tam pri Bakovcih, celo sami. Pogosto to počnete? Dostikrat. Sicer čisto sama ga ne berem, bere ga ponovadi Damer ali pa hčerka Valentina, ker čemaž brati glih vsak ne more. Ko pa skopni prvi sneg, grem pa res najmanj vsak drugi dan do Reke Mure. Odpeljem se sicer z avtom do gozda, pešačim imam turo 50 minut, malo posedim pri reki 15 minut, tako da ura in pol je moja tista cajt. Tisto območje v Bakovcih, v Breki Muri, vem iz izkušenja, res popolnoma takrat v tem času posejano s čemažem in dejansko potem vaši gostje resnično dobijo najbolj možen bio lokalni čemaž na krožniku. Ja, in to dnevno pobran. Dvakrat oziroma 3 leta zapovrstjo imamo tudi ene prijatelje, ki živijo na Japonskem, so prišli tudi v tem cajtu in smo jih peljali na isto mojo turo, sicer z avtom do tja in potem naprej. Gospod je star 80 let, Japonec, pa žena je bila in ko sta njedva to v živo videla, sta rekla, wow, to ni normalno, ta vonj, sama energija v gozdu, to je nekaj posebnega. In potem smo bili še kakšen mesec dni pozneje, ko je začel že rasti tudi divji hmelj tam čisto ob koncu. In tudi tega smo nabrali, pripravili z jajčke in takrat se je gospod vlegel in rekel, zdaj pa prosim, 10 minut bi bil rad sam. In je zvlegel, dal roke nazaj v zrak, je rekel, da to pa bila največja sprostitev, kar je pomnil od otroštva naprej. Tistih 10 minut. In spet smo pri tistem, kako se nam vse skupaj zdi tukaj v našem okolju samoumevno in vse to lahko pravzaprav navežemo na to, kaj vse za sabo skrivajo te gostilniške zgodbe. Ne gre samo za tisto, kar gost dobi na krožniku, ampak veliko zgodb se pravzaprav preplete na tej osebni ravni in lahko rečemo, da je gostilna Rajh nekakšen promotor ali pa zbiralec različnih zgodb, kar se tiče Pomurja. Imate kdaj tak občutek, da ste pravzaprav nek promotor Pomurja oziroma te pokrajine? Nerada se hvalim, ampak dostikrat gosti povejo, ko slišijo besedo Bakovce, gostilna Rajh. To je vedno povezava. Tudi dostikrat, če se kje pač pogovarjamo, pa praviš, jaz pa prihajam iz Murske Sobote ali iz Prekmurja, je tudi asociacija gostilna. Tako da mislim, da en del promotorstva smo vseeno. Ja, lahko ste ponosni na to, da če bi vprašal kakšnega hrvaškega gostinca, veste, kako bi mi govoril s kakšnim ponosom. Ja. Malce imamo težave, malce smo zadržani, kar se tega tiče. Smo, ampak pravim,
negujmo tradicijo in bojmo zadovoljni s tem, kar imamo. Je dovolj to, da te gost začuti, ne rabimo vse povedati. In dodajati k temu vsemu tradiciji in vsemu seveda tudi sodobnost, to tudi počnete v vaši gostilni Rajh, kot tudi v Unu, v Murski Soboti, ki obe gostilni oziroma restauraciji, mini restauraciji Uno ste prenovili. Kako so gostje to sprejeli, to prenovo? Zelo pozitivno. Doma v gostilni smo bili zelo pazljivi in smo se izogibali nekim modnim trendom. Želeli smo vseeno, da ohranimo to pristnost, domačnost, kjer pač živimo na vase. In nismo naredili toliko večjih sprememb, da bi to goste, ki prihajajo, motilo. Vse je novo, ampak vseeno v neki obliki ponovitve nekih detajlov starega interjerja. V Murski Soboti smo šli pa v čisto prenovo, ker smo želeli. Lansko leto smo praznovali 25. rojstni dan in smo želeli res narediti preobrat. Čakali smo malenkost predolgo, ampak vsaka stvar mora dozoreti. Informacije za prenovo se zbirajo 2 do 3 leta prej. Z Damirjem sva spet na svojih potovanjih, so vedno povezana z poslom in vedno iščeš idejo, način, kako, zakaj, kje. Tako da, če bi bila mogoče 4-5 let se odločila prej za to prenovo, bi se verjetno malo zafrknila. Takšno je trenutno mnenje, ker je vseeno trebalo dozoreti stvar, da zdaj stoji. Vse ob svojem času, gospa Rajh, kot sva se pogovarjala, pride na svoje mesto in na svoje mesto je prišla tudi nagrada, ki ste jo prejeli nedavno za najboljšo gostilno v severovzhodni Sloveniji. Ne bom vas spraševal po občutkih, ker so to klasična novinarska vprašanja in verjetno so ti občutki zelo dobri. Bom pa vprašal takole, kako takšne nagrade pripomorejo k temu, da pride več gostov v vašo gostilno? Nagrada je vsekakor bila zelo dobrodošla. Nisem vedela, da bomo med tako veliko konkurenco vseeno mi prvi, ker je konkurenca bila zelo močna. Pa tudi sam del ocenjevanja je bil sestavljen iz 3 segmentov. En del je bila strokovna žirija, potem drugi del so bili blogerji oziroma po moderno povedano foodiji, ki prihajajo po gostilnah. Ta tretji del so bili pa sami gosti, ki so ocenjevali. In se mi zdi, da je to res lepa ocena, ker ni nekdo mogel vplivati na to oceno. Tako da je sestavljena res iz 3 delov. Pripomore za prepoznavnost v celi Sloveniji. Radi smo tudi radi smo tega, če nas obiščejo mlajši gostje trenutno. Negujemo starejše goste, ampak radi smo mlajših novih gostov, da nas poznajo. Kar čez to nagrado, ki je res potekala zelo dosti tudi po socialnih omrežjih, katere se poslužujejo mlajši ljudje, nas poznajo skozi to. In verjetno vas bodo gostje spoznali tudi ob pomoči nastajajočega paviljona Expo ob Soboški Kamešnici, ki naj bi stal naslednje leto v neposredni bližini, pravzaprav kakšen 1,5 kilometra od vaše gostilne. Kaj bo to pomenilo za vaš posel? Menite, da bo zaradi tega paviljona prišlo tudi več tujih gostov, že sedaj jih veliko pride, ampak še več v vašo gostilno Rajh v Bakovce? Jaz menim, da vsaka stvar, ki se zgodi v Pomurju, neki novi objekt ali nova pridobitev, je zelo pozitivna za vse nas, ki tu živimo. Nismo to samo gostince, to so tudi, ne vem, frizerji, kozmetičarji, trgovine, vsa storitvena dejavnost, ki se upravlja, ker več ljudi pride, več storitev išče. Če smo kvalitetni, dobre, nas ti ljudje tudi najdejo. Zdi se mi, da je najbolj pomemben glas, da pač gost pove drugemu gostu in tega tako pripelje. Bo pa seveda paviljon Expo privabil mnogo ljudi, tako da pozdravljam to in gosti se bojo ustavili po večjih gostilnah, ne samo v naši. Ampak vaši se ustavljajo tudi zaradi tega, ker pri njej seveda sodeluje več generacij, ne smeva seveda pozabiti na vašo celotno
družino, tudi vaša otroka. Valentina in Leon sta že zelo vpeta v samo dejavnost gostilne. Na njihovem zelniku je pravzaprav zrasla ideja o kuhinji za najmlajše, ki ste jo poimenovali Kijance. Taka nova dobrodošlica v vaši gostilni. Ja, trenutno živimo v hiši 4 generacije, to je stara mama, potem oče, midva z Damirjem in pa Valentina in Leon. Po njunem uspešnem šolanju je Leon sicer ostal malenkost dalj časa in sprobal službo tudi v 2 drugih restauracijah. Valentina je končala študij in trenutno sta se oba odločila, da ostaneta za en kratek čas doma. Za en kratek čas? Imate druge načrte? Ja, se načrti morajo biti, kako bi drugače živeli. To je res? Ta trenutek sta pač njedva dala pobudo, da bi naredili nekaj še za mlajše goste. Predstavljala ste si, da bi čez kuhinjo najbolj povezala tudi ta stik s ta mlajšo populacijo. Pripravila sta kuharski tečaj oziroma druženje otrok v kuhinji, ki ga tudi ona dva vodita. Namen je bil, da pridejo otroci, ne vem, najprej smo rekli od 8 do 14 let, potem so klicale mamice, da bi prišli tudi mlajše. Z malenkost bojazni smo sicer prvič sprejeli, ampak se mi zdi, da tisti 6-letniki so dostikrat z večjim zanimanjem in z večjo željo po nečem novem ustvarjali. Delali so vsi že z noži in z vsem ostalim, tako da smo bili zelo pazljivi. Najlepše pa bilo to, da smo dobivali nazaj že prvi oziroma drugi dan fotografije, da so otroci že doma kuhali. Ena mamica mi je povedala tudi, da hčerka kuha za vikend skupaj z babico in je babica bila malo jezna, ker je vnukica rekla, ja, mi pa smo to tam okrasili tako, pa to ne smeš tak, pa ne smeš tak. In je babica bila malo užaljena, ker je vnukica rekla, ja, mi pa smo se učili to, da ne smeš tega tako postavljati na krožnik, ne, in rezati tak. Tako da se mi zdi, da so neki pozitivni učinki na otrocih ostali. Tako sva skoraj pri koncu najinega pogovora, ampak za konec nam je še ostala ena zanimiva anekdota, ki nam jo boste sedaj razkrili. Izvolite. Čisto sveža je. Prejšnji teden sva z Damirjem bila povabljena na večerjo k Ani Roš, kjer je gostila Massimo Botturo, najboljšega šefa lanskega leta na svetu. Letos je sicer drugi po San Pellegrino lestvici, ampak lansko leto je bil prvi. Je tudi promotor nezavržene hrane, tako je prišel v Slovenijo. Skupaj smo večerjali ob skupni mizi, imeli smo se zelo lepo, pogovarjali smo se seveda največ o hrani in pijači oziroma vinu. Takrat smo objavili to fotko, da smo se družili skupaj in v petek dobim mail in mi piše ena gospa, Avstralka, za rezervacijo prostora pri nas. Z veseljem jo sprejmemo, v soboto se srečamo, gospa in gospod mlajši par prideta, ju postrežemo in na koncu, kot smo vedno radovedni, vprašam, kako ste pa zvedeli za nas, mi smo v eni vasi, ne, vidva sta pa z velikega mesta. In mi gospa pove, da pač potujeta 4 mesece po svetu, bolj po Evropi, začela sta v Nemčiji, potem sta šla na Češko, Poljska, zdaj Slovenija, Hrvaška, Italija in potem še Grčija. In sta videla na Instagramu fotografijo nas skupaj na večerje. Seveda Massimo Bottura je znan po celem svetu, tako da ime vpišeš in ljudje zelo hitro reagirajo. In tako nas je videla skupaj in pač svoj del poti preusmerila v naš konec del Slovenije, drugače je imela planiran samo Bled, Postojna, Ljubljana, kot ponavadi turisti počnejo. In prišla k nam na kosilo in zelo sem bila vesela, da tudi prek teh omrežjih tako hitro to poteka. Do zdaj sem imela vedno mnenje, da to traja malenkost dlje, ampak se mi zdi, da če v četrtek si z nekom na večerji in objaviš petek fotko, v soboto že dobiš avstralskega gosta, je zelo zanimiva zadeva, no. Tako da za razmišljati vseeno, tudi vsem ostalim gostincem, mogoče smo premalo močni v tem
dnevnem objavljanju svojih informacij, ki vseeno tečejo. Ampak verjetno vam zato pogosto tudi zmanjka časa v obilici dela, ki ga imate. Zanimiva anekdota za konec najinega pogovora, ki je hkrati tudi zelo poučna. Tanja Pinterič, hvala za ta prijeten in poučen, res poučen klepet. Odkrila sva, da gostinstvo ni samo tisto, kar gost dobi na krožniku, ampak je v ozadju veliko zgodb. Hvala torej in vse dobro vam želim. Hvala za povabilo. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vabljeni torej, da tudi vi zavijete v gostilno Rajh v Bakovce ali pa v Uno v Mursko Soboto, kajti to sta dve kvalitetni lokaciji, ki jo prepoznavajo celo po svetu. In še tole, cenite okolico, v kateri živite. Pogosto se nam zdi preveč samoumevna. Nasvidenje.